Pozdravljeni, z vami sem Vinka Gantar in danes bomo govorili o posebni zadevi. Boste rekli, kaj je zdaj to? Vam povem, o vodi. Zakaj je ta voda tako zelo pomembna? Dejstvo je, da 80% našega telesa ali pa tudi naše zemlje je pokrito z vodami. In dejstvo je, da ta voda nas sliši. Lejte, naredili smo mi doma domači preizkus, dejstvo je, da to je pogruntal dr. Emoto iz Japonske, da voda nas sliši. Se pravi, voda, ki je izpostavljena besedam, ljubim te, rad te imam, občudujem se te, popolna si, pameten si, hvala ti, cenim te, spremeni strukturo. In gospod Jože Munih, ko je bil pri meni, je izmeril tole energijo vode, se pravi, to zdaj stoji že več kot 2 leti, dejansko voda je postala zdravilna in seva približno 2 metra stran zdravilno energijo. Ali pa 1 meter, no pa se ni važen. V glavnem, dejstvo je, da voda je tista, ki nas sliši. In ta naš notranji monogovor, to je zdaj ena stvar, ki jo jaz res čistim, sama pri sebi. Enostavno želim sčistiti komplet vse, kar se je nabralo v mojih celicah, vsa čustvena nesnaga, vse. Dobesedno delam notranji preporod. In s tem, ko čistim tudi dobesedno svoj rod. Vam povem, da je to tako močna zadeva in se mi zdaj nekako zlaga vse skupaj. Zdaj vam pa povem zgodbo. V petek bila sem na meditaciji pri gospodu, ne mi pa všel ime, Matija Hladnik. Ja, Matija Hladnik, tukaj v Škofji Loki, in me je prav poklical, da me vodi, da pridem do določenih odgovorov preko meditacije. Vedela sem, da moram iti pogledat v Akašo, da je tam nekaj zapisan, da je enostavno, in dejstvo je, da sama nisem znala do tam pridati. In me je vodil. In sva šla pogledat, kaj je tisto. Vse odgovore sem jaz dobila. V bistvu vodil me je po meditaciji in da sem poklicala fizično telo, težave na fizičnem telesu, in potem sem vprašala, katero telo je povezano s tem. In sem dobila odgovor, da podzavest. In ko sem poklicala podzavest, se je pokazala potem moja stara mama. In ta moja stara mama je bila oblečena v črno, s črno ruto, obrnjena stran od mene in me ni želela pogledati. Tudi ko sem jo prosila, da me pogleda, se je obračala stran. In ko sem jo vprašala, zakaj se obrača stran, je bil odgovor, da jo je tako močno sram. Sram tega, kar je delala, sram njenega obnašanja, sram, da je imela različne moške. Zdaj, jaz tega ne morem dokazati v tem življenju in verjetno, da s komorkoli bi govorila, bi dejansko zanikal to. Ampak na koncu koncev, jaz sem to videla v meditaciji. In v glavnem, ko sem ji rekla, da sem ji hvaležna za to vse, kar ona je, ker na podlagi tega sem danes to, kar sem tudi jaz, se je obrnila proti meni, sem ji zamenjala ruto in potem je ta njena črna obleka dobesedno spuhtela, postala najprej siva in je dobesedno šla tako skozi mene. In se je energija sčistila. In ja, potem sem imela za tale vikend kar zanimivo delo sama s sabo, da sem vse skupaj predelala in v osnovi predelovala še čustva, ki v meni vzbudijo val energije, ki se odraža tudi kot naval energije, kot potenje in tako naprej. Se pravi, v bistvu je spet to povezano z vodo v mojem telesu. In voda v mojem telesu, pa tudi v vašem telesu, zavre od nekih čustev. In dejstvo je, da ta čustva so lahko povezana z mojimi čustvi v tem življenju, lahko so povezane z zelo zgodnjo mladostjo, lahko celo z nosečnostjo, ko sem bila v maminem trebuhu, lahko so povezana z preteklimi mojimi življenji, lahko so pa povezana z dediščino družine. In dejstvo je, da jaz sem imela en miks vsega po vrsti. No, zdaj pa če pogledam, kaj sem predelovala.
Zakaj se moja stara mama ni zmogla pač obrniti proti meni, se pravi sram. Sram, ki je zakodiran na spolno čakro. Spolna čakra je tako kot štedilnik. Štedilnik, ki lahko preveč greje, premalo greje, se pravi, kdor ima sploh ženske oblive, to pomeni, da ta voda enkrat preveč vre, drugič je pa hladna, sploh štedilnik ne dela. No in dejstvo je, da vse to je povezano direktno z vodami v našem telesu. Zdaj pa, če gledamo, kje sem se jaz zasačila pri svojem telesu. Nikakor mi ni bilo jasno in tisti, ki spremljate moj kanal v zadnjem letu, pa se vidi mogoče 2 kilci, 3 kilce bi bilo vseeno, če bi imela manj. In v glavnem, ves čas je bilo tisto, pa te kile, pa ta moja rit. In bolj kot so mi moje hčerke govorile, pa daj sprejem, ja, ti imaš seksi rit. Ne, moja je prevelika. A veste, tako, dejstvo je, da ko ne sprejmeš del svojega telesa, ampak je tvoj, ampak ga ne sprejmeš. In to, če ti nekdo drug govori, ne, v redu je, ta del telesa je idealen, če ga ti ne sprejmeš, pomeni, da zavračaš oziroma se sramuješ dela sebe, ker to ti si, ne, to je tvoje. Druga zadeva, ta spolna čakra direktno deluje tudi na limfo v telesu. Limfa je pa povezana s celulitom, zastajanje vode v telesu, tudi utekanje telesa. In mogoče za vse tiste dame, ki ne morete nikakor shujšati, mogoče imate ravno tako težave s spolno čakro. In veste, mogoče sploh ni vaše, mogoče je nekaj, kar po prednikih predelujete, pa je čas, da ozavestite. No, to meditacijo bom še posnela, ampak dejstvo je, da tudi če vi z mišičnim testom sebe vprašate, če je kater del vašega telesa je odgovoren ali pa odkje izvirajo vaše težave, vi lahko dobite odgovor. Recimo, če zdaj le preizkusimo z mišičnim testom, če imate težave z vodami v vašem telesu, zdaj pa pomislimo, voda v našem telesu, bom pa šla nazaj na mišični test, voda v našem telesu je povezana z medcelično tekočino, pa tekočino v celicah, s krvjo ne nazadnje. Voda v našem telesu je tista, ki čisti naše telo, se pravi limfo, medcelično tekočino in vse ostalo pač odplavlja strupe iz telesa. In tako kot svetovne vode zdajle v tem trenutku naraščajo, ne vem, jaz ne gledam novic, ampak sem pa tja pa kaj ujamem, recimo v Kanadi grozne poplave, na Siciliji tornado z groznim deževjem, pa verjetno še kje, na Japonskem sneženje, pa še kje verjetno se kaj dogaja po svetu. Dejstvo je, da svetovne vode so popenile. Svetovne vode želijo nekaj sporočiti. In tako kot svetovne vode tega našega planeta, tudi naša voda v našem telesu nam sporoča, čas je za čiščenje, umirjanje. Čas je, da, zdaj pa kako pomiriti te svetovne vode oziroma, če bom jaz vodo v mojem telesu pomirila, pomeni, da vplivam tudi na vse ostalo. Ker poglejte, vsakič, ko jaz grem lulat, gre voda od mene stran in se steka v svetovno vodo. Bolj kot sem raztreščena, bolj gre ta voda informacije raztreščene energije v svetovne vode. Vsak prispeva k temu. Veste, bi človek rekel, ne, se jaz ne onesnažujem. Ampak lulate pa vsi, ne? Lulamo pa vsi, je to tako. In s tem prispevamo svojo informacijo svetovne vode. Zdaj pa seveda vsak začne pri sebi, pri umirjanju. Kaj je tisto, ki pregreva moja čustva, ne? Ker čustva so povezana z vodnim delom. Pejmo na mišični test. Se pravi, sprostite ramenski obroč, vdihnete skozi nos, roke date na prsa, vdihnemo in lahko vprašate, moje čustveno stanje je povezano z mojo podzavestjo. Ne.
Moje čustveno stanje je povezano s čustvi mojih mam, babic in prababic. Ja, jaz tukaj še vedno grem naprej. Se pravi, preko mojega vodnega dela se čistijo tudi čustva mojih babic in prababic. Zdaj pa pomislite. Ta moja babica, ki sem jo videla v meditaciji, je bila polna sramu. Ni zmogla pogledati. In ja, glejte, tudi tisti, ki spremljate moj kanal, veste, da sem znala povedati, moja stara mama je bila hudobna, moja stara mama ga je pila. Ja, ampak zakaj? In zdaj sem končno jo uspela objeti in sprejeti. In sprejeti tudi to, da takrat ni zmogla biti dobra. Veste, to je proces. A ne? In vsak ima v družini kakšnega, ki reče, ta je tak. Pač, a ga vi nimate. Verjemite mi, tudi če lažete sami sebi, v Sloveniji ima vsaka družina kakšno stvar pod preprogo pomedeno. Dejstvo je, da vsaka družina ima kaj za predelati. Ne poznam niti ene družine, ki bi rekla, pri njih je pa vse super. Ja, če zgleda vse super, pomeni, da imajo še več za omarami zatlačenih in da imajo zaklenene Pandorine skrinjce, da ja naukaj ven pogleda. Kaj bojo pa rekli ljudje? Aha, poznamo to, ne? V glavnem, zdaj, če jaz želim prispevati k temu, k svetovnim vodam. In če želim uskladiti čustveno stanje v meni, je čas, da sprejmem vse, tudi moje prednice. Vse. Brez obsojanja. Brez česarkoli, da sprejmem, objamem, da si predstavljam jih, da sedimo skupaj ob ognju, da se objamemo, ker mi smo eno. Vse to jaz sem. To jaz sem. Z vsemi njihovimi napakami, z vsemi njihovimi dobrimi lastnostmi, vse to jaz sem. In to ste tudi vi, z vašimi prednicami, predniki. Dejstvo je, da to, kar vi ste, definira sigurno 9 rodov nazaj. Veste, vse pomanjkanje, vsa bolečina, vse, kar ni bilo, vsa jeza, vsa žalost. Glejte, mnoge naše prednice so stisnile zobe, si nadele trpek obraz, nasmeh in korakale dan za dnem. Zato, ker je bilo treba preživeti. Kakšna čustva. Bod teh pa potrpa, bod srečen, da je tako, kot je. In to je še vedno v naši zavesti. Zdaj je čas, da mi sprejmemo tudi ta del. Tudi ta del, temen del, trpk. Ga objamemo in napolnimo svetlobo. Zato en stavek, ki vam bo veliko pomoč, če se ga boste ponavljali v nedogled. Naj Kristusova ljubezen do, in zdaj lahko tukaj date moje mame, moje babice, ali pa do vseh mojih mam in babic, napolni moje srce. Naj Kristusova ljubezen do vseh mojih mam in babic napolni moje srce. Ker ko jaz sprejmem vse, tudi tisto, kar ni ravno najlepš, takrat se čustveno stanje v meni pomiri, ko grejo te zadeve. In glejte, in ko nas bo več delali na tem, da bomo čistili svoje vode, se bo stanje umirilo. Ko sva s Katarino Vidmar delali karte Prehodu v novo dobo, to sem vam tudi že govorila, sem dobila med meditacijo navdih, da mora biti bohinjsko drevo, da mora biti slap Savica, da mora biti Triglav in ja, da naj bi bil tudi most pri Bohinjskem jezeru, zaradi tega, ker tam zastaja energija. No, dejstvo je, da Katarina je narisala potem kristale, ker v bistvu še dodatno aktivirajo moč, in dejstvo je, da nastale so tele karte. Kjer je gor tudi Soča, kjer je Krka, se pravi so gor upodobljene slovenske reke. Slovenske reke čistijo naše čustveno telo. Slovenija je izredno močna, ampak res izredno močna.
Sloveniji, ja, mogoče bi človek rekel, kako je to možno, da je na tako majhnem območju toliko ljudi, ki imajo toliko težav. Zato, ker smo tukaj stare duše, na kupu z namenom, da bomo počistili svojo karmo. Druga zadeva, Slovenija ima ravno toliko, ali pa tam nekje toliko cerkva, kot je visok Triglav. No, nekoč je veljal 2864 metrov, se pravi toliko cerkva. Ampak dejstvo je, da cerkve so zgrajene na energijskih točkah obrednih krogov naših prednikov. Naši predniki so znali živeti z naravo. Naši predniki so slavili Boga Triglava, se pravi Bog življenja. Naši predniki so slavili boginjo Živo. In zanimivo je, Bog Šiva v hinduizmu je Bog življenja. Naša boginja Živa je boginja bila življenja. Mogoče so pa naši predniki vedeli več, kot mi vemo, zadnjih 2000 let, ko smo okuženi s krščanstvom. In glejte, druga stvar pa je Kristusova zavest. To pa nima veze s krščanstvom. Kristusova zavest je pa energija sočutja, odpuščanja, energija miline, sprejemanja. In ko bomo poklicali to Kristusovo zavest, to je zlati žarek je povezan s solarnim pleksusom. Solarni pleksus, pa pojmo nazaj na pregrevanje naših čustev, solarni pleksus, pa spolna čakra, pa korenska čakra so pa povezane s pregrevanjem čustev, povezane so z visokim krvnim pritiskom, povezane so tudi s kapjo. Poglejte, kako je vse med seboj povezano. Tako da, jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala vse skupaj, ampak začnite vnašati mir v svoje življenje. Začnite blagoslavljati vodo. Začnite blagoslavljati vse ključne elemente. Kaj so ključni elementi? Voda, zrak, voda in zemlja. Ali voda, ogenj in zemlja. Blagoslovite vsak dan. Jaz jutro začnem s kozarcem vode. Potem naredim sok iz zelene. Blagoslovimo to vodo. Jaz se zahvalim, hvala za energijo življenja, hvala. Na to prižgem svečko, se pravi, tukaj je energija ognja. In se zahvalim za nov dan. In na to vzamem karte prehodu v novo dobo in zanimivo, karta, ki je zdaj tukaj na vrh bila, bogastvo. Tudi Oče naš so priredili, prvotno je bilo, pridi k nam tvoje bogastvo, ne pridi k nam tvoje kraljestvo. Tvoje bogastvo. Bogastvo vstopa preko vodnega dela. Če jaz zmorem občutiti bogastvo vsakič, ko pogledam vodo, ko vidim dež, ko vidim meglo, ko vidim morje, ko odprem pipo, pomeni, da vidim bogastvo povsod okrog sebe. Glejte, vsakič, ko pada dež, si jaz rečem, wow, bogastvo dežuje. Veste, to je tako neverjeten, ker lahko, a ne lahko spet ta dež, spet ta megla. Wow, bogastvo dežuje. Mi se lahko začnemo zavedati, da imamo moč. Jaz sem včeraj šla hoditi, pa prejšnji dan sem šla hoditi, v glavnem sem imela zdaj tak po svoje vikend. In jaz imam ene točke, kamor sem šla in pridem tam do tiste moje breze. Se naslonim na njo. In vemo, da breza hitro raste. Breza ima zdaj še vedno listje in se naslonim na to mojo brezo in je veter je pihal k pri norcih. In rečem, breza, daj povej temule vetru, se pravi element etra, zraka. Naj se umiri, da me že glava boli od tega, da ne moram niti razmišljati. Naj se umiri. V parih minutah se je umiril veter in moja dekleta, ki so bila v dolini in so šla na sprehod, so rekla, da je začel tako pihati veter, ker jaz sem mu samo rekla, pač tam gor, kjer sem bila jaz, da naj se sčisti. In je šel drugam.
mi imamo moč. Zdaj se bo mogoče smejala Silva, takrat, ko smo bili na Dugem otoku, je bilo tako, da smo šli v Zmajevo oko smo poskakali in potem smo pa šli v votlino plavat, tam so mamuti na steni narisani in valovi so bili tako neverjetno močni, da enostavno ena gospa je hotela parkrat priti noter v vodo, jo je vsakič morje izplunilo. In Silva se je toliko smejala, ker sem šla na rob tistega zmajevega očesa in sem rekla, pa dovolj, umiri se! In morje se je umirilo. Rekla, še malo pa si tako kot Jezus. Mogoče je pa čas, da se začnemo zavedati, da imamo v sebi moč. Da lahko ukazujemo elementom. Da smo veliko več kot pa te mravljice, te bakterije na naši zemlji. Ampak da imamo moč. In veste, takrat, ko brez kančka dvoma zapoveš, ne, ljubim te, popolna si, pametna si. Ko vodi v sebi rečemo vse to, se začne razstrupljanje na naši celični bazi in vode v nas se umirijo. To je naša moč. To moč imamo, da se umiri in ko bo moja voda mirna in tvoja voda mirna in še tvoja voda mirna, bomo dejansko to mirno vodo polulali in bomo prispevali svetovni vodi. In voda se bo umirila. Vsak ima v sebi moč. Vsak. Tako da, delajte na sebi in ja. Jaz zdaj zaključujem mojo ta 4. knjigo. In sem vsak dan bolj navdušena, ker pravim, to bo tako dobra knjiga. Res bo dobra knjiga. Naj vam povem, da ta 3. knjiga, ko imajo duše žur, sem jo zdaj dala v ponatis. Hvala vam. Hvala vam, ker delite. Hvala vam, ker širite. In hvala res za vsak nakup, ker na koncu to omogoča tudi to, da jaz lahko delam to, kar delam. Moje poslanstvo, da mogoče s tem, ko vi podpirate mene, jaz podpiram vas. Ne, gre skupaj energija, ta pravo smer. Ne? Tako pač grejo energije. Tako da res hvala za vse dobro v vašem življenju, vse to dobro, kar tudi meni vračate nazaj. Boste vedeli, jaz verjamem, da imamo moč v sebi. Ja, narava se zdaj le majčkeno praska. Vulkani so, vulkanski dim je. Vse živo se dogaja, ampak gre se za to, da nas narava upolni na to, da smo del žive narave in da tako kot narava mogoče zdaj le kaže svoje moči, da je čas, da začnemo mi vplivati na to, na kar imamo sigurno vpliv. To je moja narava. Se pravi, sedež moje duše, ki je povezan z izražanjem, sedež mojega čutenja, ki je povezan s tem, da čutim. In zato, ker čutim, jaz sem. Ne zato, ker čutim, imam serijsko napako. Ja, včasih ne znamo pač teh svojih čustev prevesti, kaj mi želijo moja čustva povedati in stanje v meni, ampak zato pa smo na tej poti, da se učimo. In da en drugemu pomagamo, tako da želim vam vse dobro. In ja, naj vas spremlja pri vsem, kar delate. Božji blagoslov.